Ime tedna. In to sta Tina Vrđuka-Kekec in Matjaž Kekec, akrobata, žonglerja in organizatorja Evropske žonglerske konvencije, ki sta skupaj z ekipo po 21 letih na Ptuj znova pripeljala največji žonglerski festival na svetu. Na dogodku, ki vsako leto poteka v drugem evropskem mestu, se je zbralo več kot 3000 žonglerjev, akrobatov in drugih cirkuških ustvarjalcev iz več kot 50 držav. Festival temelji na prostovoljstvu in načelu od žonglerja za žonglerja. Njegov cilj ni le združenje in izmenjava znanja, temveč tudi povezovanje z lokalnim okoljem. Tina Vrđuka-Kekec, dober dan in čestitke za naslov, ki sta si ga priborila z Matjažem. Pozdravljeni, hvala lepa. Konvencija se je na Ptuju končala včeraj, a ste že zadihali, organizacija je bila res velik zalogaj in seveda brez številnih prostovoljcev verjetno ne bi šlo. Ja, res je. Dihamo počasi že lažje, so pa zdaj to še zadnji trenutki, ko moramo vse stvari pospraviti, urediti, počistiti, tako da še malo, ampak ja, brez prostovoljcev pa ne bi šlo. Ste prej omenjene številne goste že odpravili ali se še potikajo po Ptuju oziroma Sloveniji? Prostovoljci se še potikajo po Ptuju, ostali gostje pa, torej udeleženci konvencije, pa so v velikem številu šli dejansko na izlet po Sloveniji, tako da jih boste mogoče še lahko srečali v katerih mestih. Jih mislim, da ne bomo zgrešili, ne? Če greva zdaj po vrsti, Evropska žonglerska konvencija je na sporedu vsako leto že 48 let, vedno v drugem mestu, po 21 letih, kot smo rekli, spet na Ptuju. Kako vam je sploh uspelo, da ste konvencijo pripeljali v najstarejše slovensko mesto? Ja, v bistvu izbor organizatorja poteka vsako leto na konvenciji za 2 leti naprej. Takrat se predstavijo vsi morebitni organizatorji in žonglerji v bistvu glasujejo za dvigom rok. Tako da tista predstavitev, ki ima največ rok, tisti potem so izbrani za organizatorja. In to nama je z Matjažem uspelo 2 leti nazaj na Portugalskem. Takrat smo dobili kandidaturo in v bistvu do same ideje pa sta prišla tako, da je Evropska žonglerska konvencija leta 2005, ko je že potekala na Ptuju, Matjažu spremenila življenje in več let sva imela željo, da še enkrat to pripeljeva na Ptuj in v bistvu s tem podpreva tako žonglerje kot vse prebivalce našega mesta in tudi od drugod. Ja, se še dotakneva te omenjene konvencije izpred 21 let, ampak prej to, kar ste omenili zdaj na koncu, domačini iz Ptuja, ki so glasovali za vaju, so vsi po vrsti trosili pohvale, bili so navdušeni nad vsemi nastopajočimi, rekli smo več kot 3000 žonglerjev je bilo v mestu, ni bilo pa lahko verjetno, kar nekaj izzivov ste imeli, zdaj imam v mislih predvsem peklensko vročino. Ja, bilo je kar nekaj izzivov, predvsem prva 2 dni in teden pred konvencijo je bil najbolj zahteven. Teden pred konvencijo, zato ker smo imeli za postaviti res ogromno infrastrukturo. Prva 2 dni pa predvsem zato, ker se ne moreš nikoli dovolj dobro pripraviti na prihod skoraj 4000 žonglerjev oziroma ljudi, ki pridejo na Ptuj živeti in ustvarjati in vse po vrsti, tako da ja, prva 2 dni sta bila v bistvu ključna dneva, ko smo se prilagajali na vse izzive, reševali situacije, tako da so potem naši udeleženci bili čim bolj udobno nastanjeni. Prva 2 dneva sta bila kritična, potem pa vsi ostali prav tako. Gre seveda za neprofitno dogajanje, vse temelji na prostovoljstvu, pravzaprav pa je poleg predstavitve vseh teh neverjetnih veščin, žongliranja, akrobatike, zračnih disciplin, vrtenja ognja, vrvohodstva in lahko bi še našteval, se mi zdi najpomembnejše, da predstavite skupnost, to žonglersko skupnost, ki ni ujeta v ene okove vsak dana, ki je v bistvu družina, ki potuje od mesta do mesta. Ja, res je. Žonglerska skupnost je v bistvu skupnost, ki obstaja, mislim, kot konvencija že 48 let in če ne bi ta skupnost imela takšne vrednote, kot jih ima, verjamem, da to ne bi tako dolgo obstajalo. In to je res, to so ljudje, ki jim je pomembno, da čuvamo okolje, ki jim je pomemben človek ob njih, ki jim je pomembno, da stopimo skupaj, res
vrednote so tukaj v ospredju in menim, da je to celoten Ptuj in okolica, da se je to čutilo in zato smo tudi razdrli marsikateri predsodek. Ne vem, pred konvencijo so bili pomisleki, da prihajajo hipi, ne vem kdo in ne vem kaj, ampak lokalni ljudje so bili nad prihodom nad ljudmi tako presenečeni pozitivno, da se jih je veliko tudi jokalo, ko so odšli včeraj. In so spremenili mnenje, recimo, da so delomrzneži, ne? Tudi to so nekateri mislili. Ja, menim, da so kar spremenili mnenje. Mislim, da je ta konvencija bila za Ptuj in širšo okolico ena revolucija v pogledu na svet, v sprejemanju, v marsičem in menim, da bo to pustilo pečače zelo dolgo časa. Omenjate Ptuj, prej ste sami omenili, pa tudi sam sem rekel, da je Ptuj to vrstno konvencijo gostil že pred 21 leti, torej leta 2005 in prej ste že rekli, da je vašemu možu Matjažu, takrat je imel 15 let, ta konvencija spremenila življenje, začel je žonglirati, pravzaprav pa je posredno ta konvencija spremenila življenje tudi vam, ne? Ja, vsekakor. V bistvu, če takrat Matjaž ne bi bil na Ptuju, če ne bi videl tega communityja, teh ljudi, žonglerjev in če ga takrat to ne bi potegnilo v ta svet, tudi mi ne bi živeli življenja, ki ga živimo trenutno in zato sem neizmerno hvaležna in res vidim, koliko priložnosti lahko tak dogodek prinese okolju, mladim in pa seveda tudi žonglerjem. Pa lahko živite od žongliranja, zagotovo živite z Matjažem za žongliranje in družino, seveda Matjaž vas je konec koncev tudi zaprosil med žongliranjem. Ja, res je. Zaprosil me je na odru in v bistvu je oder del najnega življenja in ja, lahko v bistvu je boljše povedati, da od tega živiva, ampak zato živiva in ker zato živiva lahko tudi dobro preživiva, če me lahko razumete, kaj s tem mislim. V bistvu sva vso najno življenje nekako zapakirala v to žongliranje in kombinirala vse ostale stvari z tem. Torej ni samo žongliranje, ampak je cel cirkus. No, omenjate cirkus. Kaj pa otroci, a gredo že po vajni poti? Kako pravzaprav izgleda ta vaš družinski cirkus? Ja, to je kar način življenja in ni namerno vključevanje otrok, ampak so enostavno del tega. In oba sta velika nastopača, Lejla Arjata, srednja trenira svilo in gimnastiko in balet, ta mali pa že zdaj govori, ko je 3 leta star, da bi on nastopal in dostikrat pride na oder in dejansko nastopa oziroma poskuša. Tako da ja, so del tega, živijo v tem in verjamem, da jih čaka tukaj lepa prihodnost. Ja, zgledi vlečejo, ne? Tina, vi ste sicer Prekmurka, kako se pa vi, a se spominjate tistega leta 2005, ko je bil žonglerski festival prvič na Ptuju in je spremenil življenje Matjažu? Ne, jaz se ga ne spominjam. Je pa res, da so to bili še časi, ko so informacije malo težje zaokrožile. Danes je to vse viralno že in zato je tudi lažje pride do ljudi in potegne še ostale, ne samo Ptujčane v ta svet. Ja, takrat pa jaz žal nisem bila del tega. Je pa bil na srečo Matjaž tukaj. Ja, ste pa hitro potem osvojili, ne, žongliranje. Zdaj sem se malce podučil, gre za ogromno podvrsti, športno žongliranje, tekmovanje v številu predmetov, tehnično žongliranje, freestyle, pa še mislim, da je nekaj podvrsti. Kaj vidva z Matjažem najbolj obvladata? Ja, res je, to ste zdaj prav povedali. V bistvu je žongliranje kot tako je lahko umetnost, lahko pa je čisti šport. In zaradi tega je toliko bolj tudi zanimivo. Midva z Matjažem sva najbolj freestyle stilu oziroma kombinirava žongliranje z vsemi ostalimi zvrstmi. Najna nekako glavna pot je variete. Variete je miks med iluzijami, žongliranjem, petjem in akrobatiko. Tako da sva nekako, nismo samo žonglerja, sva tudi iluzionista in akrobata in to vse skupaj kombinirava v take res ekstravagantne in zelo posebne točke. Ja, zanimivo. Kdaj bomo lahko gledali kakšno to točko, ki je v bližini? Ja, zdaj si bova še vzela mesec dni pauze, potem od septembra naprej, predvsem pa v decembru lahko vidite po celi Sloveniji, če naj spremljate
Na socialnih omrežjih se sproti objavljava, tako da Arba da Karba. In boste kaj hitro lahko kaj videli. Preden rečem hvala lepa in še enkrat čestitam za naslov ime tedna na Valu 202. Nepogrešljiv del konvencije so tudi vrvohodci, tudi tokrat ni bilo nič drugače. No, zanimivo pa je, da so bili na Ptuju vrvohodci že leta 1920. Pravzaprav en vrvohodec, Ivan se mi zdi. Tako je. Ivan, zelo dobro ste to preverili, res je. In ravno zaradi tega sva tudi z Matjažem imela idejo, da naredimo ta highline, ker ima tak zgodovinski pomen. V bistvu so v arhivu fotografije tega Ivana in ljudje se še zdaj pogovarjajo, nekoč pa je bil vrvohodec na Ptuju. No in zdaj smo to zgodovino ponovili in verjamem, da bodo čez 10 letja se naši otroci spominjali. Ja, Ptuj pa je v bistvu tudi mesto vrvohodcev. Sploh zdaj, ko smo napeli linijo med mestnim stolpom in med Ptujskim gradom, se mi zdi, da je to res en tak izjemen pečat za mesto Ptuj, ne samo za Ptuj, tudi za Slovenijo. Saj smo postavili naše zgodovinsko mesto na zemljevid svetovnih mest, predvsem na način, kako smo vključili to kuliso Ptuja v samo umetniško dogajanje. Pa ta vrv oziroma ta element ostaja v Ptuju oziroma na Ptuju? Ni ga več. Ne. Smo pospravili, ker smo v bistvu imeli vseh 9 dni ves čas varovanje, da se ne bi kdo z premalo znanja spravil na tole vrv. Ja, razumljivo. Sploh kakšen, ki ga je vse skupaj preveč prevzelo. Ne? Tako. Mogoče, če govorijo o vrhohodcih, kako je pa opravljati to dejavnost pri skorajda 40 stopinjah Celzija? V bistvu vse dejavnosti, ki smo jih upravljali v zadnjih 9 dneh, so zaradi visokih temperatur bile še toliko večji izziv, ampak menim, da so večina naših udeležencev dobro športno pripravljenih in imajo tako veselje do dela, ki ga delajo, da smo zlahka premagali vsak izziv, med drugim tudi vročino. Za konec, Tina, pa še ena od vajinih velikih želja. Srčno rada bi v prihodnosti pri nas učenje cirkuških in akrobatskih veščin videla kot del izobraževalnega sistema po vzoru Nemcev, ki imajo enega najboljših sistemov. To je ta velik cilj, ki je pred vama, ne? Ja, to je pred nama in nekako si res želiva, da bi se cirkuška skupnost v Sloveniji še bolj povezala in si res zadala to kot cilj, da vzpostavimo ta cirkuški šolski sistem, ker menim, da je to za našo mladino odlična priložnost, da stopijo izven okvirjev in se najdejo mogoče v nekaterih drugih dejavnostih, v katerih se zdaj v klasičnem šolskem sistemu ne morejo in nimajo priložnosti. Naj vam uspe. Tina Verdžuka-Kekec, hvala za pogovor, spočite si, privoščite si malce zasluženega vdiha in seveda prenesite čestitke za ime tedna tudi Matjažu. Najlepša hvala, bova si vsekakor spočila.